zadnja dogajanja v okviru NEPN-a, nacionalnega energetskega podnebnega načrta Slovenije, kažejo na to, da v slovenski družbi energetsko intenzivna industrija nima pravega mesta in da NEPN to industrijo izključuje. Sam sem profesor na Univerzi v Ljubljani za termodinamiko in pa za neželezne kovine, torej tudi za proizvodnjo aluminija. Lahko kompetentno rečem, da v bistvu iz energetskega vidika proizvodnje kovin ni brez določene količine energije. Torej, mi moramo vložiti energijo, da lahko te materijale proizvajamo. Da bi te materijale proizvajali, imamo znanje, imamo najsodobnejše tehnologije, imamo razvojno-raziskovalno delo. Torej, vse pogoje, da bi ta industrija napredovala in da bi ta industrija še naprej v Sloveniji igrala glavno vlogo. Načrti, kot so predstavljeni, so veliko ovira za to. Menim, da v bistvu tak načrt, kot je zdaj predstavljen, lahko celo predstavlja uničenje takšne industrije. Torej, da se bodo mnogi obrati, mnoge proizvodne kapacitete, ki danes odlično delujejo, obratujejo, zaprle. Razvoj Slovenije je gotovo tudi v tej industriji, ki predstavlja 30% na nacionalni ravni, torej 30% bruto nacionalnega prihodka, brez proizvodne kovin, brez predelave teh kovin, brez teh materialov ne vidim svetle prihodnosti Slovenije. Zato pozivam vse odgovorne, da v bistvu na tem področju upoštevajo specifike te industrije, da upoštevajo specifike slovenskega okolja in predvsem, da upoštevajo že mnoga sredstva, ki so bila v te industrijo investirana v zadnjih 25 letih in da se ta industrija iz mogoče tiste industrije, ki je takrat bila ekološko nesprejemljiva, kakorkoli popolnoma spremenila in predstavlja v svetovnem merilu najsodobnejšo industrijo, ki lahko konkurira samo, če bo tudi okolje, slovensko okolje to omogočalo.